spoštovani visoki gostje, drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, sestre in bratje v Kristusu. Svetopisemske besede, ki nas bodo vodile skozi današnjo praznično pridigo na dan reformacije, so zapisane v pismo apostola Pavla Rimljanom v 3. poglavju od 21. do 28. vrstice. Zdaj pa se je brez postave pokazala Božja pravičnost, po kateri pričujejo postava in prerok. Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike, saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti prek odkupitve v Kristusu Jezusu. Njega je Bog javno določil, da bi bil s svojo krvjo orodje sprave, v kateri prideš po veri. S tem je hotel pokazati svojo pravičnost. Tako je v svoji potrpežljivosti odpustil prej storjene grehe. Hotel je pokazati svojo pravičnost v sedanjem času, da je namreč sam pravičen in da opravičuje tistega, ki veruje v Jezusa. Kje je torej razlog za ponašanje? Ni ga. Po kakšni postavi? Po deli? Ne. Temveč po postavi vere. Menimo namreč, da človek doseže opravičenje po veri brez del postave. Amen. Drage sestre in bratje Kristus. Prazniki so tudi in predvsem zato, da se spominjamo, da v spominu obnavljamo podobe dogodkov in ljudi, zaradi katerih smo to, kar smo. Praznujoč se spominjamo seveda predvsem vsega, kar je zaslužno in spodbudno za tisto, na kar smo pri sebi ponosni in bi tudi hoteli, da tako tudi ostane. Vsega, kar nas spodbujuje v naši identiteti in v naši samozavesti. Tako je in naj bi bilo pri osebnih, skupinskih, narodnih in državnih praznikih. Narodni in državni prazniki so tako in zato lahko le tisti, ki vzdržujejo v spominu, kar je skupnega, kar je lahko skupna vrednota, ali pa, ki so tako raznoliki in večplastni, da v njih najdejo oporo ljudje različnih svetovnih in življenjskih nazorov. Dan reformacije je prav gotovo eden takih praznikov. V Sloveniji leta ni praznik samo evangeličanske cerkve, ampak praznik vseh Slovencev, saj ne pozabljamo, da smo z reformacijo, s Primožem Trubarjem in njegovimi dobili prvo slovensko knjigo in knjižni jezik, ter bili sploh prvič poznano in zapisano, poimenovani in nagovorjeni z imenom, ki ga še danes imamo, Slovenci. Drage sestre in bratje v Kristusu. Tako vsak dobronamerno razmišljajoči človek reformacije
težko pripiše kaj drugega kot neprecenljivo bogatstvo, ki ga je prispevala na prestol novega načina verovanja in nove evropske miselnosti. Zbirka krščanskih svetih besedil, povezanih v knjigo knjig, Sveto pismo, poslušanih in z reformacijo razumljenih v razumljivem jeziku, pa seveda ni bila le vir umika in navdih za verujoče ljudi, temveč je postala najpomembnejši temelj cele zahodne civilizacije. Da smo sploh lahko in da smo veliko bolje in lažje del te civilizacije postali tudi Slovenci, pa je nedvomno zasluga slovenskih evangeličanskih duhovnikov, slovenskih protestantov, ki so spoznali in prepoznali, da le s svojim lastnim jezikom in s knjigo v maternem jeziku postaneš in ostaneš narod s svojo lastno vizijo in identiteto. In del te zahodne civilizacije pa je usodno zaznamovala predvsem protestantska teologija, ki je učila in uči, da ni ničesar umestnega med Bogom in človekom in da je Bog postal človek, da človek lahko ostane človek. Bog, edini Bog Evangelija, in to z reformatorji smemo smelo trditi in tako tudi verovati, je tisti Bog, ki se je ponižal, vzel nase človeško nemoč, trpljenje in smrt. Bog, ki je skratka postal človek. Drage sestre in bratje v Kristusu, dobrih 500 leti mineva, odkar je katoliški duhovnik Martin Luther dvignil glas proti strankoti tedanjega imperija, s tem pa spodbudil reformo, ki naj bi očistila takratno cerkev in krščanstvo vrnila k svojim koreninam. To je bila, lahko rečemo, bitka za Boga, ki je zaznamovala Martina Luthera in ga zaposlovala vse njegovo življenje. Vprašanje: kako najdem milostljivega Boga? Je bilo vprašanje, ki mu ni dalo miru. Milostnega Boga je naposled odkril v Evangeliju Jezusa Kristusa. Spoznal je, da sta resnična teologija in spoznanje Boga v križanem Kristusu, kot pravi apostol Pavel. Njega je Bog javno določil, da bi bil s svojo krvjo orodje sprave, v kateri prideš po veri. Kje je torej razlog za ponašanje? Ni ga. Po kakšni postavi, po deli, temveč po postavi vere. Menimo namreč, da človek doseže upravičenje po veri brez del postavi. Ključno Lutherovo spoznanje je torej bilo, da je evangelij kot božji nagovor človeka, opravičujoča in odrešujoča božja beseda, beseda obljube odrešenja in večnega življenja. Odrešenje je jedro Svetega pisma in Lutherovega teološkega nauka. Sveto pismo ni zgolj
zbirka navodil, zapovedi in prepovedi, ampak primarno beseda obljube, in sicer obljube odrešenika ter odrešenja po Božji milosti. To, drage sestre in bratje, je pomenilo spremembo v mišljenju ne samo vernega človeka, ampak je prineslo svobodo in sproščenost na širšem duhovnem področju, ki je temeljilo na svobodi vesti, širjenju Božje besede v maternem jeziku, poudarku na vzgoji, izobraževanju otrok in ozaveščanju ljudi, spoštovanju jezikovnih in narodnostnih pravic. Te pridobitve so pomagale pri odpiranju nove ere v zgodovine Evrope. In del te zgodovine je tudi slovenska samozavest s slovenskim knjižnim jezikom, ki se je začela v 16. stoletju porajati z vključitvijo Slovencev v takrat najnaprednejše evropske tokove, z ustvarjalnim odgovorom na njihove izzive, ne z izogibanjem, umikanjem se in zapiranjem pred njimi. Ali ni delo Martina Lutra, Primoža Trubarja in mnogih drugih zato kažipotno in spodbudno tudi v naših sedanjih dilemah? Večkrat so me v preteklosti mediji ob dnevu reformacije vprašali, da danes potrebujemo morda še eno reformacijo. Odgovoril sem, seveda. Reformacija se mora nadaljevati kot živa izkušnja Božjega ljudstva, prav zato, ker se tudi danes še srečujemo s prav takšnimi škodljivimi načini delovanja vsega, kot nekoč reformator. Problemi izkoriščanja in zlorabe moči in razmere, ki so v 16. stoletju pripeljale do reformacije, se še danes v različnih oblikah kažejo v družbi. Pogoltnost, pohlep po bogatstvu, še posebej tam, kjer je vse omenjeno zavito v tako imenovana dobra dela, ki ugajajo našemu Bogu. Je kritiziral še Martin Luther, a se še vedno kažejo v vseh razsežnostih človeškega življenja in nečloveških odnosov. Drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, sestre in bratje v Kristusu. Popolnoma jasno je, da tudi današnji svet nujno potrebuje takšne odgovorne ljudi, ki bodo resno jemali svoje dolžnosti in svojega položaja ne bodo izkoriščali v prid svojim egoističnim ambicijam. Zato se imajo naši otroci skupaj, kot jim jaz pravim, z mlado švedsko reformatorko Greto Thunberg, vso pravico vprašati, ali je ta svet grabljenja
in uničevanja. Res tisti svet, v katerem hočemo živeti. Drage Slovenke in dragi Slovenci, vsem skupaj ob dnevu reformacije iskreno čestitam in želim lepo praznovanje. Prosim za mir. Mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli Jezusu Kristusu, našem Gospodu.